Ja, sama sem drugače zdravnica. Že več kot 25 let pravzaprav delam z otroki s posebnimi potrebami. Sama sem se pa za otroško nevrologijo odločila kot študentka medicine. Jaz sem šla na izmenjavo v Romunijo. No, ampak tam so me pa peljali tudi na obisk ene od teh sirotišnic. Mene so enostavno ti otroci pretresli. To so otroci, ki v svojem najzgodnejšem obdobju niso imeli ob sebi ljubeče osebe, to je najbolj pogosto biološka mama. Pri enem takem otroku se je v enem tednu zamenjalo do 17 skrbnikov, skrbnic. To so bile sicer skrbne medicinske sestre. Ti otroci so bili nastanjeni, so imeli posteljico, so dobili hrano, ampak to, da ni bilo te ljubeče osebe, to je bilo pa v bistvu strašno za videti. Razvili so velike razvojne zaostanke. Njihove glave so bile majhne, bili so mikromajhne cefalni glave. Te glave so bile pa majhne zato, ker so bili majhni tudi njihovi možgani. In možgani se ne morejo razviti, če nimamo tega pristnega, ljubečega odnosa z eno osebo, ki je z nami stalno prisotna, to je ponavadi biološka mama. Ampak kaj pa zdaj v današnjem svetu, ne? Je pa tega stresa veliko, ampak zdaj to pa ni klasičen stres, ki ga lahko tako rešuješ, ne? Ta stres je pa povezan s tem, časovni roki, ne, mudi se, zoprn šef, grozi nam izguba službe, finančni stres, a ne. Kaj se pa takrat zgodi? Takrat pa v bistvu naše telo zapade v kroničen stres. Lahko je to tudi ni toliko visok, kakor je recimo potres, se nam bo hiša zrušila na glavo, ampak je lahko malo manj hudo, ne, ampak stalno, dan za dnem. Kaj se pa takrat zgodi, ne? Naš stresni odgovor je ves čas priklopljen, naš tlak je ves čas povišan. Kako se temu reče? To je ena kronična bolezen, ki se reče arterijska hipertenzija. Ne? Palpitacije srčne, naš srčni utrip skozi neki povišan. Naš krvni sladkor stalno povišan, temu se reče sladkorna bolezen. Pozdravljeni, dragi gledalci, v novem AEKO podcastu. To pot na temo stresa, možganov, odnosov, vpliva okolja na človeka in vpliv človeka na okolja. In z veseljem danes gostim v studiu docent doktorja Tino Bergant, zdravnico, specialistko pediatrije in specialistko fizikalne in rehabilitacijske medicine, ki se pa poglobljeno ukvarja še posebej z razvojem otrok. Tako je, pozdravljeni. Pozdravljeni tudi vi. In vesel sem, da bova lahko odprla to temo, sploh, ker bo tudi zdaj tak čas je predprazničen, kjer se naj bi malo spočili od stresa, se umirili, se razbremenili, veva pa oba, da v praksi niti ni tako. Ne. In najprej bi, če lahko, da se na kratko predstavite gledalcem, ki vas mogoče ne poznajo, pol bomo šla pa naprej z vprašanji. Ja, gledalci so zamudili z nama en dober pogovor, ne? Od morskih izkušenj do tega, kaj počnemo v življenju, pa kakšni so najini načrti za prihodnost. Ja, sama sem drugače zdravnica, že več kot 25 let pravzaprav delam z otroki s posebnimi potrebami, ki me vsak dan sproti spomnijo, kaj je v življenju pomembno. Sem sicer tudi mama 3 otrok, ki so zdaj že kar veliki, praktično odrasli. Doma imamo tudi psa, ki je sicer resno zbolel, ampak je pomemben član naše družine. Se pa pravzaprav z možgani ukvarjam že zelo dolgo časa. Jaz sem še iz prejšnjega tisočletja. In takrat, ko smo hodili v srednjo šolo, pa potem, ko sem začela z študijem medicine, se je kazalo, da bo to tisočletje možganov.
In mene je že v srednji šoli me je zanimala ta slabo kilo pa pol težka želatinozna snov v naši lobanji. In ko sem začela z delom, se mogoče ljudje niti ne spomnejo, ampak to je tam konec 90-ih, takrat še ni bilo CT glave, magnetno-resonančnega slikanja glave. Takrat se je pravzaprav glavo slikalo z rentgenom. In je prišlo res do ogromnega napredka v znanosti. Po drugi strani smo vsi razmišljali, da vstopamo v obdobje antropocena, ko bo človek v središču, človeška inteligenca. Vendar se nam je v manj kot 30 letih zgodilo, da smo zdrsnili iz človeške v umetno inteligenco. Iz antropocena v digicen. In to nas je vse presenetilo. Mislim, da si nihče ni mislil, da bo takšen preskok. Tako da zdaj počasi ugotavljam, da se je dejansko začela neka nova doba, drugačna doba, niti ne več nas, ki smo že pravzaprav starejši, ampak doba naših otrok in njihovih potomcev, ki pa se soočajo z nekimi izzivi, ki jih mi gotovo ne znamo niti predvideti, niti nagovoriti. Lahko pa predamo določena naša spoznanja in bodo videli, a jim bodo prišla sploh prav. Zelo pomembno se mi zdi, da v tem obdobju ohranimo etičnost, moralnost. Sama sem se pa za otroško nevrologijo odločila kot študentka medicine. Jaz sem šla na izmenjavo v Romunijo. Zdaj mogoče se ljudje spomnejo, to je 90-ta so bila vseeno čas, ko so se podirale meje, padel je Berlinski zid. V Romuniji je Ceausescujev režim z Eleno, tako, sta v bistvu oba dva končala pod streli. To je bilo eno težko obdobje. Ceausescu se je odločil, da v Romuniji, ker nimajo nekih naravnih bogastev, nimajo diamantov, nimajo nafte, mogoče malo podobno kot pri nas, da je edino bogastvo so ljudje, zato je prepovedal kontracepcijo, naj se rodijo vsi otroci, ki se lahko. Marsikdo ni zmogel, znal poskrbeti za otroke in so bili ti otroci nastanjeni v sirotišnici. In jaz sem šla na izmenjavo, sicer k enemu svetovno znanemu profesorju, šla sem meriti evocirane potenciale, to je tisti, ki se spoznajo na elektrotehniko, to so vidni evocirani potenciali, takrat smo še dali ljudi v tako Faradayevo kletko, ko smo merili. No, ampak tam so me pa peljali tudi na obisk ene od teh sirotišnic. In ko je mednarodna javnost izvedela za to, se jim je zgodilo podobno kot meni. Mene so enostavno ti otroci pretresali. To so otroci, ki v svojem najzgodnejšem obdobju niso imeli ob sebi ljubeče osebe, to je najbolj pogosto biološka mama. Pri enem takem otroku se je v enem tednu zamenjalo do 17 skrbnikov, skrbnic. To so bile sicer skrbne medicinske sestre. Ti otroci so bili nastanjeni, so imeli posteljico, so dobili hrano, ampak to, da ni bilo te ljubeče osebe, to je bilo pa v bistvu strašno za videti. Razvili so velike razvojne zaostanke, njihove glave so bile majhne, bili so mikromajhne cefalni glave. Te glave so bile pa majhne zato, ker so bili majhni tudi njihovi možgani. In možgani se ne morejo razviti, če nimamo tega pristnega, ljubečega odnosa z eno osebo, ki je z nami stalno prisotna, to je ponavadi biološka mama. In ko sem pa to videla, takrat sem pa spoznala, da ni pomembnejše reči, kot je ukvarjanje z otroki. Resnično, kdor se ukvarja z otroki, se ukvarja z našo prihodnostjo. No, in tako sem iz odrasle nevrologije potem presedlala na otroško nevrologijo, ukvarjanje z otroki, z vsemi otroki, predvsem pa tudi z otroki s posebnimi potrebami. In moram reči, da to še danes počnem z veseljem. Vsak dan se naučim kaj novega in tako, kot sem rekla, tudi ti otroci me vsak dan znova opomnijo, kaj je v življenju pomembno.
Da sem tudi bral, kak je bilo otroštvo od Nikolaja, ne? Ja. Čaušeskuja, in je bilo dost tega, kar se mu je dogajalo v otroštvu, je pol prenesel tudi v državno, pa odnos do otrok, ne? Ker on je bil en od 11 otrok. In imel je pa isto ime kot en od njegovih starejših bratov, ker je oče, ki je bil pijanc, ne, je v bistvu pozabil, koliko je otrokom ime, ker jih je bilo toliko. In seveda je imel tudi, lahko rečemo, iz tega težko otroštvo, ker se pa seveda tudi poznali, tudi, da je smatral, da so otroci največje bogatstvo, do njih je pa tako deloval, koliko je deloval, ne. Saj so, ni dvoma, da otroci so tudi biološko, a ne? Če nimaš otrok, tvoji geni ne preživijo. Mi ne moramo ignorirati biologije. Tudi v biologiji je tako, zdaj sploh v današnjem času, ko v bistvu nimajo otrok, nimajo potomcev, a ne, se moramo mi zavedati, da biologiji je pravzaprav vseeno, a ne. Tam, kjer ni naših potomcev, bodo prišli drugi. Tudi ta slovenski prostor, ne, mogoče, če greva na demografijo, v Sloveniji se soočamo s tem, da nimamo otrok, oziroma da nimajo vsi otrok, kar je seveda svobodna odločitev, ampak se moramo zavedati, tam med 4. in 6. stoletjem je v ta prostor slovenski, in to je bilo ravno v času, ko je rimski imperij propadel, ta prostor se je dejansko deloma izpraznil in smo prišli mi, Slovenci, na ta kos sveta, in ko nas enkrat ne bo, bo prišel nekdo drug. Ja, tako pač je naravno, v naravi. Sama moram reči, da bi mi bilo škoda, če bi Slovenci kot narod izumrli. Mislim, da imamo veliko dobrih lastnosti, je pa seveda na nas. Ali bomo dejansko šli naprej, ali pa se bo v bistvu ta naša pot tukaj zaključila. Slovenci imamo veliko dobrega, ne? Če samo pomislimo tisto našo Karantanjo, pa ustoličenje ljudi, ki smo jih izbrali izmed svojih in jih potem postavili za vodje. To je pravzaprav nekaj, kar drugi narodi niso imeli. Imamo dvojino, zelo pomembno, ne, to se pravi, naš odnos, ne, sploh ta ljubezenski, ne, je 1 na 1, je v paru, ni v množini, kot v angleščini ali pa v nemščini, a ne. Tako da to se mi zdi, da imamo veliko dobrih lastnosti, bi bilo škoda to izgubiti. Kak je pa z vidika nevrologije razlog za tako stanje? Vezano za kak je razmerje med odraslimi pa otroci? Koliko otrok je na recimo en odrasel par? A v Sloveniji, prav konkretno? Ja, zdaj veste, da ravno v lanskem letu se je rodilo najnižje število otrok v naši državi, a ne, v Sloveniji. To se pravi, to je bilo majčkeno čez 16,000, a ne. To je najnižja številka v zgodovini. Sama še spadam v tisto generacijo, kjer nas je bilo 35,000 in sama velikokrat rečem, da je za naše otroke res težko. Ker če sem jaz lahko izbirala recimo med 4 fanti, ki so mi bili všeč, ne, zdaj, ko je v bistvu to razpolovljeno, pravzaprav imaš samo še 2, a je ali ni ta prav. Ne, to je težje. Ne. Tako da to je gotovo zahtevno. Zdaj, čim zdrkne število otrok pod 2,1, ne, ni več nadaljevanja, ne, ni več ohranitve. Zdaj, pač zakaj je temu tako, ne? Eni pravijo, neki so te ekološki vidiki, ne? Tukaj moramo vseeno vedeti, količina mikroplastike se povečuje, hormonskih motilcev je veliko, ne? In čeprav živimo v obdobju izobilja, je v izobilju tudi škodljivih dejavnikov. Potem so pa tukaj še kulturni dejavniki, tukaj se mi zdi pa, da ljudje zelo zlahka nasedajo nekim parolam, floskulam, ki so morda na prvi pogled zelo všečne ali pa delujejo zelo inkluzivne, zelo vključujoče,
A ne? Ampak, če mi mislimo, da smo samo družbena bitja, da ignoriramo biologijo, potem se nam zgodi to, kar se nam dogaja v zahodnem svetu. A ne? Jasno je, da povsod drugod, v Afriki, v Aziji, povsod, kjer imajo potomce in kjer imajo zagotovljeno preživetje še 100 let, ko nas eventualno ne bo več. A ne? Pri njih velja, ne? 2 spola, moški, ženski, imaš potomce, jih nimaš. Ne? Pri nas je to zdaj majhen drugače. Ne? In tukaj ne gre za to, da ne bi sprejemal različnosti, ampak gre za to, da v bistvu gre za ignoriranje bioloških dejstev. In če pač ignoriraš biološka dejstva, biologija ne prizanaša. Ja, to je tako kot fizika. Ja, tukaj ne moreš mimo tega. Ja. Kakšne so pa izkušnje, recimo, če poznate, kako se s tem spopadajo v teh državah, ki so najbolj ogrožene, kot recimo Južna Koreja ali pa Japonska, ki ima najnižji ta koeficient. Ali pa Slovenija. Slovenija spada tudi med v bistvu najstarejše populacije na svetu. A ne? Tako da tukaj je veliko izzivov. A ne? Tudi moramo vedeti, da ta naša družba, kljub temu, da izgleda tako zelo vključujoča, pravzaprav marsikdo od teh ljudi, jaz imam prijatelje po celem svetu, in če so si včasih še želeli priti v naš svet, se jim je zdelo, ne, da mi ponujamo od demokracije do blagostanja. Marsikdo od njih zdaj ugotavlja, da to pravzaprav ni sistem, ki njim ustreza. A ne? Obstajajo ljudje izobraženi, ki mirno rečejo, ne, je pač lepše živeti, zdaj mogoče ljudje tudi sami vejo, ne, mogoče so šli v kakšno Doho ali pa v Katar ali pa v Dubaj. Naši ljudje tja hodijo, ampak ko tja pridejo, oni so tam samo gostje oziroma delavci. Prišlek. Oni so prišleki. Medtem ko te ljudje, njih ne zanima naša demokracija, njih ne zanima naše krščanstvo, naše vrednote. Oni živijo drug vrednostni sistem in se zna zgoditi, da zato, ker upoštevajo biologijo, zavedno ali pa nezavedno, ne, da nas bodo s tem povozili. Meni bi bilo žal, če se nam bo to zgodilo, ampak se nam zna zgoditi. Je pa res, da verjetno vsaka civilizacija ima svoj vrhunec in svoj zaton. Tudi mi kot človeštvo, kot homo sapiens sapiens, umni človek, ne, jaz velikokrat rečem, zakaj je človeštvo poselilo cel planet. Mi nismo poselili celega planeta zato, ker bi bili največji ali pa najmočnejša živalska vrsta, ne, vendarle smo samo živalska vrsta. Ampak smo dejansko poselili cel svet podobno kot žuželke, ne. Zaradi tega, ker znamo sodelovati, ker imamo za sabo civilizacijo in zato, ker za naše mladiče, naše otroke, ki so najbolj nebogljeni, koniček se postavi v 1. uri po rojstvu na noge, če se ne, je nekaj narobe. Naš potrebuje celo leto, da shodi, in človeštvo se je začelo pravzaprav takrat, tako pravi Margaret Mead, antropologinja, ko smo zacelili prvo stegnenico, ko nismo prepustili na milost in nemilost naravi, ampak smo poskrbeli za šibkejšega, za ranljivega, ko smo skrbeli za naše otroke. To je paradoksalno, da ko so ženske, ne, včasih imajo ljudje občutek, ja, a ne, človeštvo se je razmahnilo takrat, ko je moški, ko je lovac dovolj hrane nalovil, kar je sicer res, vendar pravi razmah ljudi, človeštva, se je zgodil takrat, ko so babice začele skrbeti za svoje hčere, ki so imele potomce, vnuke. Ko so v bistvu pomagale kopati tiste tubre po Afriki, ne, in potem, ko smo iz Afrike, najprej smo bili na drevesih, ne, mogoče bova zdaj šla malo na možgane, ker je mogoče zanimiva zgodba. Prosim. Ja, ko smo, pač naši predniki, ne, ko smo bili mišje kosmati, ne, pa smo se gugali po drevesih, in ko smo jedli tiste zelene liste, so bili naši možgani majhni. Tudi opice danes, ki jejo samo liste, imajo manjše možgane, kot tiste, ko začnejo jesti sadje.
Zato, ker zasadje moraš ti že presojati, moraš imeti barvni vid, moraš presojati, katero drevo bo prej zrelo kot drugo. Energetsko je več hrane. Zavedanje okolja mora biti bolj razvito. Tako, pa možgani so zelo potrošen organ, ne? Mi imamo kar velike možgane, ne? In so energetsko najbolj potrošen. 20% vse metabolne energije porabijo možgani. Ne? In to so ta zadnji organ, ki nasrka. Ne? Tudi, ko hujšamo, bomo mi skušali vse prej, kot v naše možgane. Ne? Ampak seveda, če pa pač dejansko zelo veliko pomanjkanje, tudi pri otrocih, recimo in utero, nosečnica, ne? Se zna zgoditi, ne? Da bo v celoti novorojenček, dojenček manjši, vključno z možgani, ampak možgani bodo nazadnje nasrkali. Ne? Temu rečemo ta asimetrični pa simetrični zahiranček, to se lahko zgodi. No, ampak da grem nazaj k tem našim prednikom, ki so jedli sadje, no, pa so se pa dol spustili iz dreves, pa so začeli hoditi, odkrivati svet, ne, ob rekah so prišli do morja. In ko so pa prišli do morja, zdaj se pa ljudje spomnijo, ne, kaj pa je v morju. Ne, zdaj ujeti eno antilopo, to je kar zahteven projekt, ne, to ni enostavno. Kaj pa v morju? Kdo lahko nabira školjke? Otroci tudi lahko nabirajo školjke, ženske lahko nabirajo. Kako je z lovom rib? Tudi naši otroci vržejo trnk pa ujamejo tisto ribico. In hkrati še morska hrana, ki je polna omega-3 maščobnih kislin, pravo razmerje omega-3, omega-6. To je pa prava hrana za naše možgane in takrat so pa potem naši možgani dejansko dosegli en tak velik boom, in tako je v bistvu potem Homo sapiens pa ob skrbi za svoje potomce, ker tukaj pa treba vseeno vedeti, nositi otroka, nosečnica, to je metabolno zelo zahtevno, ne more nosečnica pred sabljastim tigrom bežati za tistim ta velikim trebuhom, mora tako je, skupnost mora zanjo poskrbeti, No, in tako pa smo potem poselili cel svet. In če mi izgubimo to skrb eden za drugega, če postanemo vsak od nas ta atomiziran posameznik, to, kar se nam dogaja zdaj v tej res umetni družbi, to so ena nova pravila, to niso biološka pravila, to so v bistvu prej pravila, ki iz nas, iz osebe delajo potrošnika. In v bistvu nismo več atomska družina, ampak digitalna. Ja. Atomska je še bila 2 starša, Ja, 3 otroci, recimo, če hoče tako poimenovati. Tako, zdaj smo pa v bistvu atomizirani posamični, zdaj smo pa res postali v bistvu izolirani posamezniki, Na ta način postaneš krasen potrošnik, dejansko ti lahko vse prodajo, to se dogaja tudi v japonski družbi, In ko ti pa zgubiš to, ti sicer postaneš idealen potrošnik, ampak postaneš pa v bistvu izoliran posameznik, naši možgani niso za to narejeni, Takrat se pa dejansko začne propad, In zgleda zaenkrat, ne samo propad v bistvu nas kot recimo kakšnega posameznika, ki se zateče v ta virtualni svet, ampak dejansko tudi kot družbe. Tako da tukaj bo potrebno narediti kar veliko korakov, da to spremenimo. Ne bo enostavno. Ja. To sem že tudi pred časom razmišljal, ko sem z elektrostroke, da dejansko je bilo podobno, da bolj, ko smo znali izolirati določen signal, bolj, ko je bila čist zvok po radiju, ker če gledate, kratki val, dolgi val, pa je bil srednji val, pa je bil kratki val, pa je bil ultra UKV, pa smo šli pa iz UKV-ja na digitalni radio, se je skozi čas vedno bolj dvigovala sposobnost, da smo lahko vedno bolj ozko frekvenco, šli smo vedno bolj individualno je bilo. In sočasno, ko smo postali tehnološko bolj sposobni individualizirati določen signal, se tudi ljudje začeli vedno bolj individualizirati, da so bili vsak za sebe. In seveda je tudi logično težje imeti otroka, ker če si vsak za sebe, je že fizično težko. Tako, ti moraš imeti stike, Ja, in pa seveda je tudi, lahko rekli, da bolj, ko je bil čisti signal na radiju, manj je otrok
bolj smo vsak za sebe, ne, glih zaradi tega. Kako pa ta razvoj pa prehod, kako je vplival na možgane? Moška, to sem bral več knjig o tem, kjer so razmišljali ravno o tem, zakaj smo ljudje drugačni, zakaj nimamo kožuha, ne? Pa zakaj najbolj jih je zanimalo, zakaj ženska rodi otroka z glavo naprej, vsi ostali primati rodijo pa otroka z glavo, da glava nazadnje pride ven, ne? In ena od teorij, ki meni bila sicer najbolj tako še logična, je glih to, da so, ko ste prej rekla, da ko smo prišli do morja, ne, da smo takrat iz opic postali neke vrste dvoživke, da smo lahko bili v tem priobalnem pasu in da smo lahko pred kopenskimi predatorji ali pa prenilci bežali v vodo, unimi iz vode pa na kopno, ne. In pa smo lahko iz obeh svetov pobirali hrano. Ne, in pa smo zaradi tega izgubili dlake, da smo se lažje gibali v vodi, ne, in da tudi je pol rojevanje otrok bilo narejeno tako, ravno zaradi tega, da ne more sama roditi ženska, ne. Zdaj, če rodi tako, če recimo opica rodi mladiča, tako da gre glava nazadnje ven, lahko ona sama to naredi. Pri ženski je pa nujno, da je recimo babica zraven, ne, taka ali drugačna. In da se že tam videli, da smo se začeli združevati v skupine, kjer so vsi skrbeli za celoto na drugačnem nivoju, kot recimo ostale opice. Te teorije jaz drugače nisem slišala, tako da bom zdaj majčkeno pokombinirala tisto, kar vem, pa kar bi se mi zdelo verjetno. Zdaj, kar se tiče poroda, jaz sicer mislim, da ženska zmore roditi sama, je pa absolutno lažje, če je nekdo zraven. Ne, da ne more, ampak da je bistveno lažje. Bistveno lažje je, zdaj zdrava nosečnost poteka 40 tednov, in pravzaprav tudi te, ki so 40-tedenski, so pravzaprav rojeni prezgodaj. Zaradi tega, ker kaj se je zgodilo, a ne? Zdaj, je sicer povezava tudi z tole poraščenostjo, ne? Pravijo, da ko smo se nehali guncati na tistih vejah in ko smo se spustili v savano, zdaj tam sonce žge. In smo se prisiljeni smo se bili pravzaprav postaviti na dve, ker je manjša površina, ki te obseva, ne. Če ti si po štirih, a ne, hrbet izpostavljaš, je velika površina, je boljš glava, ne, ti samo na glavo sije, ne. Ja. Zelo pomembno, ne, ko smo se postavili na dve nogi, so se naše medenice zožale. In zožale so se tudi ženske medenice. To so pa ne samo moške, tudi naše so se zožale. In je nekako evolucijski kompromis med to ožjo medenico in temi velikimi glavami, velikimi možgani, pri čemer je treba še vedno vedeti, da velik del razvoja se vseeno zgodi tudi po rojstvu. A ne? In tisti prvi mesec je nekako, mi vemo, da nekateri nevroni, to so te glavne možganske celice, dejansko potujejo še nekaj tednov, tam 4 do 6 tednov po rojstvu na svoje mesto v možgansko skorjo. Kar pomeni, da je blazno velik izziv to, kar se nam zdaj dogaja ob napredku medicine. Mi moramo vedeti, mi imamo 8% imamo nedonošenčkov. A ne? Nedonošenčki so vsi tisti, ki so rojeni pred 37. tednom, pri čemer je meja preživetja med 23. in 25. tednom gestacije. Pod to mejo tudi ob napredku medicine pravzaprav ne bo šlo, zaradi tega, ker ne samo, da je placenta ta največji organ, ki ga naredita mama in otrok skupaj, ne, ampak dejansko tudi te nevroni, te glavne možganske celice niso na svojem mestu in je pač razvoj dejansko prekinjen oziroma spremenjen. Zato mi rečemo, da gre v bistvu za kombinacijo velikrat amalgam destruktivnih in razvojnih procesov pri nedonošenčkih. In tudi, če je nedonošenček povsem zdrav, recimo tam 26. 27. teden, bo zelo verjetno imel neke posledice, lahko da bodo subtilne, da bodo minimalne, ampak nekdo, ki je izurjen v oceni otroškega razvoja, bo verjetno videl
mi rečemo diparezo, to je zelo značilno, tak vzorc gibanja, ko otrok hodi takole nogice malo na noter ali pa po prstih, hodi ravno zato, ker to nitje, ki gre, je pač okvarjeno, zaradi te tako imenovane periventrikularne levkomalacije, to je mogoče že čisto preveč strokovno, Vse malo je lahko. Ampak da se vrnem nazaj k temu porodu in k rojstvu. Zdrav otrok se tam okoli 36. tedna gestacije se dejansko obrne na glavo. Jaz rečem, da se zmanjka prostora, v trebuhu zmanjka prostora, on je zrastel in se pripravi na izstrelitev. To je dejansko tista izstrelitev skozi porodni kanal. Zdaj, ženska mora iti narazen, a veste, glavca je velika, glavca je velika, to je tam 32 do 36,5 centimetrov obsega. Ta glavca je sicer prilagojena, da se je zmožna preoblikovati, zato lobanja še ni povsem trdna, ampak ima tukaj spredaj, to so možganski šivi, ki še niso zakosteneli, tukaj je v bistvu ta velika fontanela, mala fontanela, te dve temporalni fontaneli sta že zaprti, To je tam, kjer je še prostor, da se v bistvu lahko te luske možganske, da se v bistvu pravzaprav takole včasih se tako narinejo ena na drugo, in potem seveda tiste prve dni se potem lepo nazaj glavca oblikuje in potem tudi zakosteneva v tistem letu in pol, potem to se tudi ta velika fontanela dokončno zapre. Skratka, je ta mehanizem, da te kosti v bistvu se lahko nekoliko prilagodijo, Ženska to seveda občuti, to se ženske, če naj jo poslušajo, se bodo spomnile, to je prav kot mehčanje telesa, ko imaš občutek, v bistvu že komaj diham, ker mi pritiska tudi ena diafragmo, potem pa v bistvu, ko hodim, imam občutek, mi bodo kar kolki razpadali, Dejansko se vse te vezi se mehčajo, zato da bo tudi otrok, lahko ženska mora iti tolikle narazen, to ni malo, In to je tisti boleč popadek, ko gre glavca skozi. To v bistvu zahteva največjo odprtje, to je tisto, ko ženska tudi ve, ko reče porodničar, zdaj ste pa že odprta, za 3 prste, zdaj pa kar, gremo, zdaj ni več časa, oziroma pač zdaj je treba poriniti, tako da v bistvu zato, ko gre glava skozi, se ženske spomnejo, pol naprej gre enostavno, tudi ramce, čeprav izgledajo, ampak ramce niso problema, veste, če gre glava skozi, bodo tudi ramce šle, noge sploh niso problem. In pri otroku je, tako da jaz mislim, da oni se porajajo z glavo, zdaj ne vem, če je to tudi splošno sprejeto, ampak mislim, da se porajajo z glavo naprej, predvsem zaradi tega, ker je to tista kritična točka. Glava mora iti skozi in ko gre glava skozi, gre naprej vse. Mogoče kot zanimivost, sama sem si zelo prizadevala za ta stik gola koža na kožo, ker mogoče se ljudje spomnijo, včasih je bil simbol zdravega poroda tista sterilnost, vse je čisto, in otroka smo počistili, oblekli in ga potem čistega dali mamici. Potem je pa v bistvu tudi nevroznanost toliko napredvala, da smo ugotovili, da je pravzaprav ravno to zgodnje obdobje pa kritično obdobje tudi za dojenje. In ta stik gola koža na kožo, dojenje ni samo hranjenje, in to je tudi najbolj naraven habitat. Najbolj naraven habitat za otročke so materine prsi in zato danes otroka damo še, ko je s popkovino še privezan, v bistvu se niti placenta še ni porodila, ga že damo mamici na prsi, saj ga pobrišemo, ampak v bistvu je še zelo tak, kot je, ga damo gor na prsi, ker to pomaga tudi pri porajanju posteljice, da se dejansko hitreje ta cel porod zaključi, hkrati je pa to zlato obdobje tudi za navezovanje, tako da to pa je ključno, in v bistvu iz te sterilne medicine, kjer smo otroka tudi dali stran, pa v posteljico, pa mogoče
40 let nazaj, ne, so tiste mame, ki so imele več denarja ali pa tako pa je bilo adaptirano mleko, ne, je bil hranjen po steklenički, ne. Danes pa vemo v bistvu, da je najboljši je ta res naraven porod, če seveda gre in večina porodov gre tako, ne, če gre pa kaj narobe, je pa seveda dobro je še vedno, ne, roditi pod nadzorom, ampak seveda lahko ženska marsikaj opravi sama. Fino je, da ima partnerja zraven, tudi zaradi tega, da mu zlom roko, ne, ko jo boli, ne, tako jaz velikokrat rečem. Tam je naloga očka predvsem to, da je v oporo mamci, ne. In seveda pač je pa lažje, seveda, če je zraven. Mogoče kot zanimivost, no, to tudi povem, ker imava skupno prijateljico, ki naju je povezala. To je bilo, ja, tako. Na morju nam se je končal dopust in sem šla plavat in vidim, da se ena gospa se prevrne v vodo, tako je izgledalo, da se je nekaj zgodilo. In jaz že iz obale dol maham, ne. Bom že jaz reanimirala, sam ven jo zvlečte in pa smo gospo reanimirali. Bilo je sicer, da kljub temu, da smo 1 uro, pač gospe nismo uspeli oživiti. In takrat je moj mož rekel, zdaj pa rabiš ti porod na terenu. Pa daj, ne, mislim. Ja, je rekel, ne, to je tako pri Svetemu Petru, ne, -1 + 1, ne, mislim, ne. Da se izenači. Da se izenači, ne, sem rekel, daj nehi, ne, to pa. Ker vse, ne, porod v porodnišnici je pod nadzorom, je varen, nikoli ne veš, kaj gre lahko narobe, ne. No, in potem jaz, v medicini je tako, da nas je zelo malo in v bistvu dežuraš ta zadnji dan, preden greš na dopust in takoj ta prvi dan, ko prideš iz dopusta. No, in jaz v bistvu že oddam moj dežurni telefon, bila sem pa na rehabilitacijskem centru na Soči. Tam ni porodnic, tam ni, tam se praviloma ne rojevajo otroci, ne. In vratar kliče in moja sestra, tako jaz vidim, ona dvigne telefon in ona dobi take velike oči, ne. Reče, bova prišli, ne, in reče, ena rojeva tam pri vratarju, ne. Nič se neka, ne. Vzameva tlele brisače, rjuhe, pean, nimamo porodnega seta, greva tja, ne, odletiva kaj. No, in tako se je na Soči rodila prva deklica, živahna, lepa Evica. To je bil pa eden boljših. Upam si deliti zgodbo, zato ker to Evo jo mama še kdaj pripelje mi jo pokazati. V avtu oče. Kako se pa znajdla mama tam? Ja, sej, mama je v bistvu, oče jo je pripeljal in potem so se začeli popadki praktično že tam v Trzinu, ne. In to je bil drugi porod, tako da je bila mama je že bila toliko pametna, da se je dejansko že slekla, ne. Oče je pa vozil, ne. Oče pa profesionalni voznik. In potem, ko je videl ta prvi znak H, je tam zapeljal na parkirišče, ne. Ampak to še ni bil klinični center, ne. No, in v bistvu, ko sem jaz prišla, sem dejansko samo odprla vrata, se usedla na rob avtomobila, ujela Evico, in smo imeli še dovolj časa, ne, da sem rekla, oče je bil fenomenalen, oče je imel gor sončne špegle, takole se je držal volana, ne, kljub temu, da je bil avto že parkiran. In potem sem rekla, nič, ne, zdaj boste pa vi prišli prerezati popkovino, ne. In on je kot v transu, še zmeraj s sončnimi špegli, šel okoli, vzel tiste škarje, ne, tisti je trdo za prerezati, tako se ljudje mogoče vejo, je taka, kar to je debelo, ne, tako želatinozno, je kar težko za prerezati, ne. Prereže, ne,
in gre nazaj in se usede za volan, za sončnimi špegli in se spet prime volana. Skratka, To je bil mamca. pod stresem. Seveda je bil, ne, ampak mamca je pa oddelala vse, kar je bilo prav, tako da Evica je danes vesela, deklica, zdrava, živahna, tako da verjamem, da ne samo ob rojstvu, ampak tudi še zdaj, to je poseben karakter, ne bo sigurno staršem dala malo sivih lat. Ampak tako, ko sva govorila o porodu, a ne, o naravnem porodu, naravni porod dejansko ženska lahko naredi sama, tudi intuitivno nekako ve, ne, je pa absolutno res, ne, boljš pod nadzorom, boljši ob pomoči nekoga, kar je le, ne, mislim, porod je naporen za telo, ampak smo opremljene za to skozi tisočletja, ne. Ja, verjetno je tudi razlika, ne, koliko časa rab tudi porodnica, da pride k sebi porodu, ne. V primerjavi, recimo, če primerjamo z živalmi, ne, nisem, da teliček ali pa žrebiček se že po 1 uri postavil na noge, ampak je tudi kobila verjetno sposobna drugače funkcionirati, ko povrže, ko pa recimo ženska, ko rodi, ne. Ja, da rab tudi neko zaščito na višjem nivoju okrog sebe, da je nekdo varuje, ko pa recimo pri, ne vem, kobili ali pa. Seveda, pri čemer velja, ne, da se v bistvu moški iz solidarnosti že v nosečnosti, tu so celo študije, no, pridobijo nekaj kilogramov, ne, da so majčkeno solidarni, ne. Verjetno zaradi stresa, ne, tudi pri njih. Ja, seveda, tudi za njih je stres. Ampak ja, drugače smo pa ženske, naša telesa so narejena za rojevanje, tako da marsikaj zmoremo, tudi živimo v dobi izobilja, tako da smo boljše prehranjene, kot smo bile včasih. Seveda, ne, pač ni pa zaželeno, recimo, ne, povišan nivo sladkorja v krvi, recimo, če je ženska predebela, to tudi ni dobro za nosečnost, ker povišan sladkor v krvi deluje v bistvu kot teratogen, ne. Imamo pa srečo, da v bistvu teh bioloških teratogenov ni več toliko, imamo cepiva, cepljenja, nismo izpostavljeni nekim strupom, ne, varujemo tudi svoje okolje, tako da tukaj pač imamo veliko dobrega, ne, je pa res, da se pa očitno tako znotraj civilizacije, ampak to so pa bolj družboslovni, se pa spreminjajo, ne. Za ženske je fino, da so mlajše, ne da so stare, ne vem, pod 14 let, ker v bistvu telesni razvoj, a ne, možgani, to se razvija tam do 30, tako da, ampak biološko je fino imeti prvega otroka, recimo okoli 25. leta, a ne. Danes je starost prvesnic, to se pravi ob prvem rojstvu, okoli 29, ne, že skoraj na 30. Zdaj pač jasno, ne, če je pa tvoj prvi otrok pri 45, ne, to pa je že zelo pozno, ne. Ženske smo odvisne od teh hormonskih ciklov, mogoče kot zanimivost na Japonskem, ne, ženska ni smela biti članica kakšne upravnega odbora v kakšni veliki korporaciji, dokler ni izgubila menstruacije. To se pravi, dokler ni vstopila v menopavzo, ne, ker so rekli, da enostavno, ne, prej nanjo hormoni vplivajo. Ne. To je zanimivo, ne, to je zanimivo. Zdaj pač ljudje si lahko mislijo, da jaz ne spadam med tiste ženske, ki bi rekle, ne, zdaj pa žensko pa za šporget, a ne. Ampak dejstvo je, da za nas so pomembni hormoni, za nas je pomembna skrb za otročke in biti biološka mama je nekaj najlepšega, kar se ti lahko zgodi, ni pa seveda to edino, a ne. Ženske, ki posvojijo, ženske, ki vzamejo v rejništvo, a ne, s temi pa jaz izjemno rada delam, ker delajo nekaj dobrega za vse nas, dejansko so korektiv, tudi družbeni korektiv, in biti mama pa ni samo biološko dejstvo, ampak je tudi to odnosno dejstvo in pač se morajo za
biti mama, se morajo poklopiti oboje, to se pravi in biološka in ta družbena dejstva. In se mi zdi, da zato pač biti starš je pa nekaj najlepšega. Opaste med porodom spremembe, recimo iz prej, recimo na začetku vaše kariere ali pa zdaj, koliko se pari ali pa porodnice in tudi partner čez raven odzivajo pod stresom, ki pač porod definitivno je. Ja, zelo različno, ne. Če takrat, ko sem se jaz rodila, vem, da je moj oče prisostvoval zraven in je celo napisal pesem, ker se ga je to tako dotaknilo, pač moja mama je tudi zdravnica. To je bilo redko takrat, ja, v bistvu tega praviloma niso naredili očetje. Danes je prej pravilo kot ne. Jaz mislim, da je pomembno, a ne. Tako da sama to zelo spodbujam. Mislim, da so tudi kar pripravljeni na to. Je pa res, da včasih imam občutek, da morda hočejo moški celo preveč ali pa ženske poskušajo določene stvari res preložiti na moškega, kaj ne bi vse naredil. To pa mogoče ni najboljša popotnica, ne? Vsak od nas ima eno svojo vlogo, kjer je dober, ne? In dojenje, to je tudi mogoče zelo zanimivo, ne? Ta naš porodni dopust, ne? Ki je super, da ga imamo, pa sploh ni dopust, ne? Je namenjen temu, da se povezujemo z otrokom. V teh prvih tednih, prvih mesecih doji lahko samo mama, ne. Tukaj imajo v Skandinaviji, ki rečejo, ne, pa je dobro, ne, da v bistvu moški tudi vzame, ne. Zelo hitro se ti to zgodi, da na koncu z otrokom, recimo pri 6 mesecih, ostane doma tisti, ki zasluži manj. In v Skandinaviji se včasih zgodi, da pač gre ženska nazaj na delo. Ampak dojenje otroka, skrb za otroka, a ne? Zdaj ženska, če ga hoče, da je otrok še hranjen z njenim mlekom, si mora mleko izbrizgavati, to je blazno naporno, ne? Mislim, ona bo utrujena, ne? In namesto pravzaprav, da bi uživala z otrokom, bo zdaj... Tudi hormonska sestava mleka drugačna, ne? Absolutno, ja. Bo zdaj v bistvu spet ekonomija stopila v igro, bolj kot neka enakopravnost, ne? To pa že ne vem, če je to tisto, k čemer stremimo kot družba. Jaz sama moram reči, da jaz sem zelo uživala za svojimi otroki na porodniški. Vem, da ko sem se vrnila nazaj v službo, sem že pogrešala tudi službo, ampak moram reči, da prvi mesec se pa prav spomnim tistega občutka, kaj mi je tega treba, ne, doma imaš majčkega otročka, rad ga imaš, bi še skrbel zanj, ampak dobro, saj pol po tistem prvem mesecu se nekako uredijo stvari, ampak ja, je zahtevno, ne, in se mi zdi škoda, ne, če v bistvu ljudje mislijo, da v luči enakopravnosti, ne, bodo pa zdaj moški pri 6 mesecih pa skrbeli za 6-mesečnika, ženska bo pa hodila na šihci, izbrizgavala mleko, ne, bila utrujena, on bo pa doma z otrokom. Ne vem, če je to v luči enakovrednosti in enakopravnosti. Pa so... raziskujejo že vse mogoče, so ugotovili kako povezavo med ravnjo kortisola v materinem mleku pa razvoja otrokovih možganov. Ja, kortizol, ne, zdaj mogoče, da greva malo pa na stresni odgovor, ne, ker to verjetno zelo zanima ljudi. Pa začela sva z stresom med božičnimi prazniki. No, pa se bo prišel, ampak glih zdaj, ko ste, pa tudi prej sem mislil vprašati tudi to, ker berem, da vedno več raziskav ugotavlja, da ljudje rojeni po letu 95, da imajo veliko več težav z odločanjem in biti odločni, kot tisti, ki so rojeni pred. Prej ste pa med porodom rekla, da pač, ko enkrat glavca gre, je treba iti do konca, ne? In ali se to tudi vidi pri teh novejših generacijah, da imajo težave biti odločni, oziroma ženske, ko rojevajo, ali jih narava potegne, da nima druge izbire. Ja, jaz vidim predvsem veliko neskladje med tem, kaj so pričakovanja žensk. Pa moram reči, da tudi mogoče so bila moja pričakovanja tudi, ne bom rekla, da so v tem toliko drugače, ampak mogoče še eno stopnjo naprej.
jaz tudi sama priznam, ne, za moj prvi porod sem jaz imela tudi ideje, kako bom jaz, ne vem, rodila. Ne. Ja, ne, pol v bistvu veš, ne, da tukaj ni olepšav tisti ta zadnji 3 popadki, fejst bolijo, ne. In ko že misliš, da ne moreš več, ne, takrat glavca pogleda skozi, ne, pol naprej pač je lažje, ne, ampak seveda je treba do konca, ne, ampak pol dejansko stvari igrajo. Mogoče je največji ta razkorak pričakovanja, kaj ni bi to sploh bilo, ne. In potem ženske pišejo strašne porodne načrte, ne, pa porod. Takrat, ko sem jaz prvega rodila, je bilo zelo popularno porod v vodi, ne. Kar olajša, dejansko deluje protibolečinsko, ampak seveda otroček ima pa lahko težave, ne. Tako da danes se tega poroda niti ne stimulira več, a ne. Ampak ja, imaš cel kup enih idej, ne. Zdrave porodnice praviloma, ne, prvi, drugi otrok, potem se žensko telo že majčkeno spremeni, a ne. Ampak zdrava porodnica, ne, ko se začenja dan, takrat praviloma se otrok rodi, a ne. Ko se preveša noč v dan, ko zanihajo ti hormoni, tudi ti stresni hormoni, a ne, takrat je očitno žensko telo pripravljeno na porod, ne. Tako kot so ženske včasih rojevale, a ne, zdaj ta položaj v postelji ni najbolj fiziološki, ne, bolj fiziološko je dejansko v čepe, če je ženska dovolj fit, ne, ampak dejansko pa tudi v postelji, a ne, kjer imaš v bistvu zraven babico, porodničarja, je to za njih dva nekoliko lažje, da se tistega otročka ulovi, ne, ker moramo vseeno vedeti, a ne, to je in voda in ljudje imajo občutek, ja, to bo nekaj sterilnega, ne, potem so tukaj različni človeški izločki, ne, tudi blato. In če nimaš ti tega stika z biologijo, imaš mogoče, ne vem, mogoče imaš ena čist napačna pričakovanja, ne, da bo to skoraj, ne vem, to ni medicinski postopek, to je porod, ne, to včasih so bili... Ne. Dobro, če je pač carski res, ne, ampak načeloma stremimo k naravnemu porodu, ne. Tako da mogoče so danes bolj prisotna ta pričakovanja, kaj ne bi v bistvu naravno pomenilo, a ne. Naravno ne pomeni, da te ne bo bolelo. Mislim, če moraš iti toliko narazen, ne, mislim, seveda bo bolelo, ne. Je pa res, da si pa opremljena z vsem, da ko bo to mimo, ti boš dobila najlepše darilo v življenju. Takih daril ne dobiš velikokrat. No, in to dobiš, kaj se vem, 2-krat, 3-krat, ne, danes je malo, tako da bi rekel 10-krat, ne. To se pravi, najlepše darilo in tvoje telo je preplavljeno, dobro, tudi z adrenalinom, noradrenalinom, ravno to neravnovesje, ne, pa še ta kortizol, to dejansko vpliva na ta porod, a ne, ampak hkrati te pa preplavljajo endorfini. In ko ga damo tega otročka, a ne, takoj materi na prsi, a ne, tukaj je oksitocin, a ne, ki poveže to, ne. Povezanje, ampak hkrati tudi krčenje maternice, a ne. Se to ženske vejo, ko spustijo umetne popadke, ne. Ampak dejansko, ko damo otročka gor, in to pomaga, ne, pri krčenju maternice, da se porodi tudi posteljica, a ne. V bistvu mi smo opremljene, biološko smo opremljene za to in zato, čeprav nas boli, ampak smo pripravljene še enkrat, znova. A ne, tudi velikokrat ženska reče, jaz bi šla kar še enkrat roditi, ne, zato ker dejansko si pripravljena, pa tudi za temi dobrimi hormoni, tudi za endorfini, a ne, to je velika sreča dobiti v roke tega svojega novorojenčka, ne, za povrh vsega ti je še malo podoben, ne, mini, ker to je največji ego trip, kar jih je, ne. Tako da v bistvu biologija je poskrbela, da smo opremljeni, če je pa seveda vse zelo umetno, a ne, tudi naša pričakovanja v bistvu produkt nekih implantiranih idej, ki nam jih je nekdo pravzaprav vsadil z namenom, da smo dober potrošnik, a ne, da kupimo storitev, da iščemo tam pa znajo nastopati težave, a ne. Poslušati samega sebe, si prisluhniti. Mi pozabljamo, da smo res otopeli, a ne.
družba sili v to otopelost, ker smo na ta način najlažje dober potrošnik, ne? Če ti ne poslušaš sebe, ne? Vse to ljudje vejo, ko grejo v trgovino, ne? Absolutno je znano, da v trgovino ne pojdi lačen, ne? Ker če boš šel lačen, boš pač nabral mnogo več in tudi hrano, ki ne bo zdrava, ki pa bo potešila tvoje želje, tvoje možgane, a ne, ki bodo rekli, da je še ne, da je še. Tako da tudi, a ne, če si odrezan od teh svojih notranjih občutkov, a ne, te mnogo lažje dobijo v to potrošništvo, a ne. Prisluhniti sebi pa ni tako enostavno, a ne, ljudje včasih mislijo, ja, jaz imam sebe rada, pa grem za to, ne vem, na manikuro, pa k frizerju, ne. Ja, okej, ampak to ni to imeti sebe rad, ne. Sebe rad, sebi prisluhniti je to, a znam poslušati svoje telo, a ne. Kje čutim napetost, ne. A čutim mogoče napetost v svojem ramenskem obroču, ne. Lahko globoko zadiham, ne. Kje sem, kaj je z mojim dihanjem, ne. Včasih šele, ko globoko vdihnemo, ne, koliko se je zdajle z mene nekaj sprostilo, ne. Ja, in v resnici to pomeni, ne, biti pozoren nase, ne biti ves čas pozoren na vse stvari okoli sebe, razen nase, ker ko pozabiš nase, ne, potem pa misliš, ne, da pomaga kozmetika, ne, da pomaga nova frizura, ne, nohti, ampak to je samo tisto površinsko, ne. No, se tudi logično, če gledamo čistko, ne. Če hočeš osebi čim več prodati, ne, ga moraš postaviti, da je najbolj pomemben. Ne, ker zdaj bolj, ko se imaš za pomembnega, ali pa bolj, ko te naredijo za pomembnega, tudi umetno, posledično imaš občutek, da ti več pripada. Ja. In ker ti več pripada, si boš več vzel ali pa kupil, ne. In zdaj, po drugi strani pa bolj, ko te naredijo za pomembnega, kot kupec je kralj, ne, manjša je verjetnost, da boš prenašal bolečino zato, da bo nekom drugem boljš. Kot recimo otroku, ki se rojeva, ne. Jaz tukaj recimo vidim, dostikrat, ko delam sploh z ženskami, ki imajo težave da ne morejo imeti otrok, ne, da je ta notranja pomembnost tista, ki je v bistvu na podzavestni ravni ustvari strah pred bolečino, ki jo more prenesti zato, da bo nekdo drug prišel na svet. Ker to je pa nesebično dejanje, ne. Zdaj, biti pa dober potrošnik, te pa poskušajo ustaviti, da si čim bolj sebičen, ne, da si najpomembnejši in da samo zaradi tebe ima trgovino odprto in da točno za tebe je ta avto narejen in da te čevlje so prav zate, ker si ti najbolj pomemben in tako naprej. Mislim, da so celo poskušali zdaj nekaj časa nazaj povečati prodajo določene pijače, tako da so na flašo dali imena različna, ne. Ja, res je. In pa si dobil občutek, ta flaša je pa točno za mene narejena, čeprav veš, da ni, samo imaš pa občutek, ne. Zdaj pa se vprašaš, ali to ta povečevanje prodaje, ne, ali pa nakupov vodi v še večjo individualizacijo in pa seveda se težje odločiš, da boš del svojega časa, energije pa življenja vložil v nekoga drugega, ne. Zdaj ste v bistvu zelo veliko stvari ste povedali, pa bom mogoče samo dve izpostavila, tako sem slišala zelo veliko, zelo pomembnih stvari. Nekaj je sigurno ta prastrah ženske pred rojevanjem, ker mi moramo vedeti, ženske so dejansko ob rojstvu včasih umirale, danes ne več. Danes ne več. Vsakih 200, mislim, da je bilo ena v povprečju. Mislim, to je bila res visoka smrtnost in ta prastrah nekako je v nas. Ja, to v bistvu ženske zelo dobro vejo, ker te majčkeno te stisne, če si ti še toliko pripravljena, še tako biološko opolnomočena, ampak absolutno ta nek prastrah je, ker je bil tudi dejansko je bil realen. Danes je k sreči, zdaj tako ne, tle treba res ženskam povedati, ne, danes jaz sama tudi zato recimo nisem pristaš porodov na domu, ne,
tudi sama, ne, ki mi je rekel en kolega, ne, porodničar, je rekel, ti bi pa res lahko doma rodila, ne, tako, ker je bilo slučajno tisti mesec, je bilo ogromen rojstev je bilo, ne, tako res so bili polni, ne. In se je rekel, ne, lej, pač meni je vseeno, jaz vem, da lahko sama doma rodim, ampak lej, jaz hočem, tudi če sem na hodniku, tudi če imaš vse porodne sobe zasedene, meni je vseeno, lahko na hodniku to naredim. Ampak jaz moram vedeti, da je zame in za otroka intenziva manj kot minuto stran, zato ker včasih grejo stvari narobe, ni nobenega napovednega dejavnika, pa se včasih lahko zgodi. A ne? To se pravi, izkoristiti to, kar nam medicina ponuja, seveda ne pa pretiravati, pač ni potrebno, a ne, da imaš tam angelsko glasbo, da te ne vem kdo masira, a ne, pač porod je porod, ne, porod. Je treba narediti tisto, kar je treba narediti, ne. To se pravi, ta strah, a ne, je ukoreninjen, ampak dejansko se ga da, pač če si dobro pripravljen, če si fit, če si zrela, tudi zelo se splača, a ne, da ješ, ne, to se pravi, ne da greš ti na porod, dobro, zdaj, če te preseneti, ne, ampak recimo, ne, se ženska nekako čuti, ne, ko se začne nekaj dogajati, pa tisti prvi popadki, ne, ni treba iti takoj, ne, lahko počakaš, ne, idealno je, da prideš, ko si 3 centimetre odprta, ne, kar pomeni, da si mogoče doma še pojedla kosilo, ne, ali pa večerjo, ne, sva prej rekla, ki je jutranja ura, ne, to se pravi nekaj ur, vsem pri prvi traja, ne, tako, ne, to se pravi eno dobro večerjo, ne, je mož skuhal, ne, in potem greš lepo, a ne, greš roditi, to je idealno, to je ena stvar. Druga stvar sva pa govorila o tem, a ne, kako pravzaprav človeka skrb zase, a ne, samo ti si pomemben, ne. Pred kratkim, ne, mi smo imeli en referendum v Sloveniji, zelo pomemben, vrednosten referendum, kjer, pa se ne bom spuščala v zakonodajo, ampak v to, kaj nam je pravzaprav signaliziral, a ne, vi lahko odločate o svoji smrti. To je vaša pravica in to pravico bomo uzakonili. Hkrati dobro, bomo naložili zdravnikom, da vas morajo ubiti, kar pomeni v bistvu spremembo družbene pogodbe med zdravnikom, ki naj bi bil skrbnik življenja, skrbnik, da je čim manj trpljenja, ampak to je druga zgodba, ampak to, a ne, boš odločal in ljudje so se postavili, kar veliko ljudi, a ne, vemo, da se je postavil, so rekli, jaz hočem odločati o svoji smrti. Nihče od njih ni odločal o tem, ali se bo rodil. Ja. In to je v bistvu tisto, kar je zelo izkrivljeno v naši družbi, a ne? In tle se mi zdi, da to ravno zelo veliko pove tudi o potrošništvu in kaj ti prodajajo. Ker ne smemo pozabiti, a ne, da ta samo odločitev je bila pa upravičena, so jo predlagatelji upravičevali z manjšim stroškom za to usmrtitev, kot za skrb za trpečega in paliativno oskrbo, a ne. In tukaj moramo biti ljudje res, v takem času smo, da je potrebno biti zelo pozoren, kaj ti pravzaprav prodajajo kot potrošništvo, kaj pa je morda tisto, kar je zadej iskreno, a ne. In to pa je težko. In to je včasih, to je res težko tudi biti v stiku sam s sabo, ker kakšne od teh stvari izgledajo na prvo žogo zelo prijetne, ne? To je tako kot tista steklenica za tvojim imenom, ne? Nagovarjate. Ampak kako, hoče, ne? Lej, jaz tebi pripadam, tvoje ime nosim, ne? Kako v izpraznjenem svetu mi živimo, če nas nagovarja steklenica za našim imenom? Osamljenost, ne pa nekdo od ljudi. Za začetek, a ni lepše par besed spregovoriti z blagajničarko, jo pozdraviti, jo vprašati, kako ste, kako je danes, imate veliko dela, zaželeti mogoče vesele praznike, kot da v bistvu smo brez besed in je edina beseda naše ime na predmetu.
Ja, leva možganska polovica. Ne. Pa še tam, ko ste govorili o tem referendumu, ne, delal sem s parimi strojevodjami, ki so pred katere so stopili ljudje, ki so delali samomor. Ne. In pa tu poslušaš, koliko to človeka pač je opravlja svoj poklic, nič ne more narediti in gledati tistega človeka, kako on njega gleda, pa ve, kaj se bo zgodilo. Ne. In pa si predstavljal, kako je biti zdravnik, ki bi mogel to narediti. In kakšne posledice bi to imeli, recimo tudi za te zdravnike, ki bi opravljali to. Zdaj, sploh, če bi bilo to, da more. Ne. Verjetno tudi to pride do določenih travm. Absolutno ne. Ta zakon je bil zelo slabo napisan, ne. Zelo slabo. In ga je bilo treba... Splošno se tudi, ker imamo tudi po drugih državah, je to že... Ja, sam nobeden ni bil tako progresivno napisan, kakor je bil ta napisan. Ta je izstopal v večjih členih. Ne poznam to, zdaj, ko ste to razlagala, sem razmišljal, kako se počutiš, ko to moraš narediti. Ne, to je strašno. Ne? Tudi, veste, jaz mislim, da nihče ne bi pomagal nekomu, da dokonča samomor. Ne? Veste, mislim, vse narediš, da bi to preprečil, ne pa, da mu natakneš zanko, pa rečeš, imaš težave, ti bom pomagal. Ne? Mislim, za zakonom pa ti to predpišeš in to velja za vse, ne? Mislim, zakoni načeloma velja za vse. To je zakon. To spremeni družbeno pogodbo, ne? Sploh tukaj, kjer je bilo rečeno v bistvu za lajšanje trpljenja. Ne? Mislim, edina zdravstvena storitev brez čakalne vrste, ker bi jo dobil pri osebnem zdravniku, ko bi navedel trpljenje in če bi zavrnil vse načine zdravljenja, potem ti je zdravnik bil dolžan ponuditi samo usmrtitev. Mislim, to je res tak precedenčen primer spreminjanja družbene pogodbe. In jaz sem vesela, da so ljudje to zavrnili, ker to, mislim, jaz nočem živeti v takšni družbi. Celo več, če bi hotela živeti v Švici, kjer imajo tisto kliniko Dignitas, mi kot zdravnici ne bi bilo potrebno nikogar usmrtiti, ker je drugače napisana. Tako da se moramo zavedati, da tukaj je bilo pri nas v temeljih drugače. Tako da jaz mislim, da živimo v res zanimivem času, ki zahteva od nas stalno preizpraševanje, čuječnost, biti čuječ. Vi se ukvarjate tudi z dihanjem. Vemo, da v bistvu ravno dihanje kot sidranje zelo pomembno lahko prispeva k temu, da smo tukaj in zdaj. Je pa to zelo težko, ker je toliko raznih impulzov iz okolja. Ene vrste, prej sva govorila o različnih frekvencah, ampak izolacija posamične frekvence, po drugi strani pa kakofonija impulzov. In kaj jih je preveč, pa v bistvu niti nimamo druge izbire, kot da poskušamo iz te ogromne količine državljanov pač pobrati tiste, ki so nam najbolj všeč, tako kot ste rekla, obilje. In je tudi obilje motilcev in vsega ostalega, in pa je logično, da dobiva vedno večjo funkcijo, ali pa mora imeti vedno večjo funkcijo leva možganska polovica, ki lahko izolira določene državljane, desna pa se pobere. In pa, če se pride do zmede, pa je vsega toliko, kot je zdaj, je logično, da pa gremo v to bolj individualnost, ki pa seveda za sabo potegne tudi povišanje kortisola, ker smo prej začela govoriti o koliko raven kortisola v materinem mleku vpliva na razvoj živčnega sistema. In zdaj, kako jaz pač razumem, če si sam, če se zavedaš tega ali ne, si bolj ogrožen na telesni ravni, kot pa če si z nekom, ki mu zaupaš, ali pa katerem čutiš, da si mu pomemben in da je pripravljen za tebe nekaj narediti. Nujno, zdaj ne govorim nujno o porodu, ampak takih situacij, ki so manj zahtevne, pa še zmeraj morajo biti veliki. In seveda, če nekdo v bolj skladnem odnosu, ima verjetno tudi nižji kortisol.
In Absolutno. če pa ni, ne, če je pa tako, da se postavljamo, da je vsak zase najbolj pomemben, ker tudi ne bi bil, ampak v tej pomembnosti, ko si samostojen, bi mogel pa znati biti povezan z drugim, ki je tudi pomemben, samostojen in pa oba skupaj, tako kot ne vem, jaz to predstavljam kot levo pomeni desno možgansko polovico, vsaka je samostojna, vsaka je pomembna, so pa med sabo povezane in ne bi delovale v tandemu, v sinergiji, če hočeš, da je dober. Ostalo je pa pol bolj ali manj slabo. Ne. In predvidevam, da pol tudi, recimo, če mati nima toliko globokega odnosa z očetom, pa tudi najprej seveda sama s sabo, pa pol še z očetom otroka, no, pol verjetno tudi povišen kortisol, ali pa zaradi stresa, ki ste razlagali, in koliko to pol vpliva na otroka, ki se doji, pa pije mleko, kjer je več. Ja, kortizol je ta stresni hormon, ki ga izloča nadledvičnica. Mi imamo to stresno os, hipotalamus, hipofiza, nadledvičnici. To se pravi od tega adrenalina, noradrenalina in potem ta kortizol, ki požene dejansko tudi sladkor, sprosti noter v krvni obtok, kar pomeni, da nam da energijo za boj, beg ali zamrznitev. Ampak problem tega kortizola je, da ima največ receptorjev ima hipokampus. Hipokampus je pa v bistvu takole noter, tako če si ljudje predstavljajo, to je ime ima kakor rep morskega konička, tako zgleda, a ne, in ima veliko receptorjev za kortizol in ob stalnem kortizolu, a ne, so ti receptorji zasedeni. In ta hipokampus, ki je pa center za spomin in učenje, postane manj plastičen in če se ta stres ponavlja, tudi atrofičen. To se pravi, se zmanjša. In to učenje, spomin in učenje, ta kapaciteta je zmanjšana. Zdaj, mogoče kot zanimivost, jaz nisem pisala v knjigi, ker tukaj imava tole mojo knjigo, tako da noter je veliko odgovorov, ker danes ne bova mogla vsega povedati. Ampak recimo tukaj imam, otroci se osamosvajajo, soočanje s stresom z vidika nevroznanosti in imamo vstop v vrtec. Tako da tukaj recimo prav povedano na primeru 2 otrok, Lare pa Liama, kaj se dogaja v njunih možganih. Ker vrtec je prva separacija, prva, ko otrok in mama ali pa starši, otrok gre, zato imamo tisto uvajanje, tudi počakamo, ni zaželeno, recimo, da je otrok v vrtcu pač mi imamo tudi zakonodajno, nekako okoli 11. meseca otroci grejo v vrtec, načeloma takrat že naredi prve korake ali pa začenja z postavljanjem in potem tudi v tej prvi skupini tudi potem shodi, no. Ampak zelo pomembno, to je stres za otroka, zato otroci tudi jokajo, oni bi ostali z mamico, včasih tudi mamica, in potem mi rečemo, mogoče pa boljše, če očka pripelje, očka pa ima drug odnos z otrokom, je pa to v bistvu samostojnost, tako kot otrok shodi ponavadi med mamo in očetom, to se pravi od enega k drugemu, na ta način že simbolizira to ločevanje, ker mi moramo vedeti, to je mogoče zanimivo, mogoče ljudje ne vejo. Otroška DNA kroži v materini krvi še približno 20 let kasneje in potem počasi izgine. To se pravi, mi nosimo svojega otroka v naši krvi, njegov DNK še nekaj časa. To je pomembno. No, in ta separacija, v bistvu otrok že z prvimi koraki pokaže, grem lahko stran od tebe k očetu, ki mu zaupam, ali pa k eni drugi osebi, in podobno tudi vrtec, ampak seveda ta separacija je lahko boleča, kljub temu, da imamo mehanizme, ki to olajšajo. In tudi jaz velikokrat rečem otrokom, z razlogom oba starša, očeta in mamo, zato ker se dopolnjujeta, imata nekoliko drugačne poglede. Otrok dejansko potrebuje oboje, da odraste, da zraste v eno postavljeno odraslo osebnost.
Tako da mogoče ta stresni odgovor bo ljudem zanimiv za prebrati. Ja. Bomo dali tako opis podcasta, povezavo do knjige. In sprav, raven kortisola, kako vpliva na razvoj živčnega sistema pri otroku? Ja, vpliva. Mogoče bi šla midva na stresni odgovor, kako to zgleda v možganih. Ne? Prosim. Ja, stresni odgovor, ne vem, recimo, da bi bil tlele potres, ne? Da se začne vse tres. Ne? Potem moji 2 amigdali, to sta centra za strah. To sta 2 parni mandlasti jedri po obliki, tudi po velikosti podobni mandlov, tako globoko noter v bližini hipokampusa. Začneta utripati, tako kot ena rdeča luč. Nevarnost, nevarnost, nevarnost. In kaj naredita? Ne? Sprošta mehanizem, hipotalamus, hipofiza, noradrenalin, adrenalin, to sta nevrotransmiterja, ki delujeta v možganih, sta pa seveda to tudi hormona, ki delujeta tudi v telesu. Ne, in kaj naredita? Ne, kaj se zgodi v stresu? Naše zenice se razširijo, zato da boljš vidimo, več vidimo. Kaj se še zgodi? Naše srce praviloma začne razbijati, hitreje začne biti. Pospeši se dihanje, bolj plitvo začnemo dihati. Naše telo se pripravlja na odgovor, požene nam kri po žilah, zato ker smo pripravljeni zdaj na boj, beg. Če pa je prehudo, če pa je vsega preveč, pa zamrznitev, pa padamo dol, zaradi tega, ker pač to je pa zdaj tako hudo, da smo itak mrtvi, nam bo pa mogoče pomagali, če se delamo mrtvi, skoraj tako, kot če nas medved napade. No, ampak zdaj recimo gremo na ta boj beg, skratka, naše mišice so bolj prekrvljene, naše srce hitreje bije, naš tlak naraste in naši nadledvičnici začneta izločati kortizol in nivo krvnega sladkorja naraste v krvi. Zakaj? Naše mišice rabijo hrano, zato da bomo mi ali se borili, ali pa bežali. Zdaj, kaj še naredi ta amigdala? Ta amigdala zapre dotok informacij iz možganske skorje. Zakaj? Zato, ker zdaj pa treba telo ohraniti, ker če bomo ohranili telo, bomo tudi naše možgane ohranili, in zapre dotok zlasti iz teh čelnih režnjev. In zdaj mi vemo, da v kakšnih nevarnih situacijah zelo veliko ljudi pač deluje intuitivno. Intuitivno nekako pomeni brez delovanja te možganske skorje. Tako kot oče za sončnimi očali. Ja, ali pa recimo bežijo v napačno smer, kot je recimo ob kakšnem požaru, ali pa pri kakšnem potapljanju ladje, ali pa ne vem, tista nesreča v Kaprunu, ki je bila, instinktivno naredijo narobe, potem ste pa ljudi, ki imajo pa vklopljeno skorjo. Zdaj, zakaj njihova skorja deluje bolj okrepljeno, ta čelni režnj? Ali zato, ker so jo okrepili z čuječnostjo, ali zato, ker imajo tudi bolj delujoči čelni reženj, so bolj zreli. Tisti pa naredijo tako, da se rešijo. Ampak takih je manj. Zaradi tega, ker možgani so hierarhično organizirani in ko gre za preživetje, preživijo te evolucijsko starejše strukture, ki so sicer podrejene delovanju čelnih režnjev, ampak seveda ne pa v krizni situaciji. Tako, ja. No, in zdaj pa, kaj se pa zgodi, če pa ta stres zelo dolgotrajen? Zdaj, če stres, tle se je začel neki rukati, midva sva že vstala, da bi šla ven, pa je nehal, pa nikjer ni informacija, sam en težek kamion se je mi peljal, nič hudega ni, ok, v redu, je ugasnen. Kaj pa, če je ta stresni odgovor skozi prežgan? Kdaj pa je skozi prežgan? Takrat, kadar naše telo začenja dojemati določeno okolje kot nevarno. Zdaj, lahko je to stres v službi. Ker nekaj stresa, mi smo opremljeni za stres, smo morali bežati pred levi v puščavi, pa smo morali tudi hitro laufati, ker drugače ne bi preživeli. Ampak kaj pa zdaj v današnjem svetu? Je pa tega stresa veliko, ampak zdaj to pa ni klasičen stres, ki ga lahko tako rešuješ. Ta stres je pa povezan s tem, časovni roki, mudi se, zoprn šef, grozi nam izguba službe, finančni stres. Kaj se pa takrat zgodi? Takrat pa v bistvu naše telo zapade v kroničen stres.
Lahko je to tudi ni toliko visok, kot je recimo potres, se nam bo hiša zrušila na glavo, ampak je lahko malo manj hudo, ampak stalno, dan za dnem. Kaj se pa takrat zgodi? Naš stresni odgovor je ves čas priklopljen, naš tlak je ves čas povišan. Kako se temu reče? To je ena kronična bolezen, ki se reče arterijska hipertenzija. Palpitacije srča, naš srčni utrip skozi nekaj povišan. Naš krvni sladkor stalno povišan, temu se reče sladkorna bolezen. To se pravi, veliko teh kroničnih bolezni, tako ljudje vejo, to so v bistvu klasične, smo včasih rekli, menedžerske bolezni, ravno zaradi tega stresa, ker biti menedžer je ponavadi stresno, biti vodja nečesa, Še nekaj se zgodi, ta nivo kortizola je skozi visok, in ta kortizol dela zelo značilno zaščitni obroč okoli telesa. To so te trebuhi, tebi se začne nabirati maščevje na trebuhu, pa saj ne jem nič več, kot sem drugač, ampak meni se pa kar nabira ta špeh na trebuhu, to je značilnost tudi tega kortizola, ni nujno, da je samo to, ampak to se pravi, to je zdaj tvoje telo gradi varnostni obroč okoli tebe, tebe dejansko telo hoče zaščititi, da bo med tabo pa med okoljem še nekaj več, en šlavh več, en zaščitni šlavh. Vzrok stresa stran od sebe. In zdaj, kaj mi lahko naredimo, zelo dobro je prepoznati, kateri stresni dejavnik je tak, da je pravi stres, kateri je pa mogoče tisti, ki je pa mal namišljen, ker niso vsi stresni dejavniki tako, ne obupati, ker mi smo... Ja, tako, ali pa me skrbi na zalogo, To je slaba popotnica, Tle je res pomembno, da se ukrepi delovanje čelnega režnja. Zdaj, kako pa krepimo delovanje čelnega režnja? Zdaj, čelni režen se najbolj intenzivno pregrajuje v najstništvu, ampak recimo, da govoriva midva zdaj o odraslih možganih, čuječnost, meditacija. To je lahko tudi navadna molitev, žebranje, to, kar so delale naše stare mame. Roženvenc, Ja, ki so, ali pa 10 zdravih Marija, to je zelo podobno, kakor če gre kdo, ne vem, v Tibet, pa so tam mantre, tako mantranje, ali pa volilni mlinčki, Zato, ker v bistvu ta ponavljajoča, to pomirja naše možgane. Pregledljivo je. Tako. In to pomirja naše možgane. To so stare mame včasih naredile v cerkvi, kjer je bila tišina, kjer je bilo hladno, kar tudi pomirja naš vegetativni sistem, ker ni samo ta stresni odgovor, ampak je še ta ravnovesje simpatik, parasimpatik, del tega avtonomnega živčevja. In vemo, da hlad to pomirja. Skratka, vse to, kar so vedle stara verstva, pa naše stare mame, to smo mi nekako, to je pa brez veze. Ni brez veze, vzniknilo je na različnih delih sveta z razlogom. Da so preživeli, Tako, lahko pa seveda delujejo tudi preko meditacij, prek čuječnosti, ampak dejansko, recimo en tak roženvenc, to je ena taka meditacija, ali pa mantranje. To je, če moramo ukrepiti čelni režen. Potem pa kaj pa naredimo, ko v bistvu ta realnost kar je, težek sestank, pa res so tam eni težki roki, da se ne moramo temu izogniti, kaj pa takrat lahko naredimo? Mi ta sladkor lahko pokurimo za telesno dejavnostjo. Zato zelo veliko menedžerjev pol začne laufati. Pridejo domov, zdaj gre pa zlaufati, odteče, da pokur te stresne hormone, zato da jih dejansko izčrpa. Kaj pa, če pa ta stres deluje zelo dolgo časa? In naša nadledvičnica skozi dela, takrat se pa naša nadledvičnica lahko izčrpa in to lahko vodi v adrenalni zlom, temu tako rečemo. Takrat pa pravzaprav nimamo več teh stresnih hormonov. In kaj se pa takrat zgodi? To pa ni samo ta izgorelost, ker izgorelost je, da si ti že izčrpal malo svoje telesne rezerve, ampak dejansko takrat pa ljudje pravzaprav nič več dosti ne morejo.
Kar ležijo, vse jih boli, tudi premakniti se ne morejo, ker mi moramo vedeti, noradrenalin, adrenalin, ta dva nam pomagata, se tudi, če gremo laufati iz čistega veselja, imamo malo tega, tudi adrenalin, ne vem, vidimo zanimivo knjigo, zanimivega človeka, razpremo oči, pogledamo, wow, to mi je pa zanimivo, tudi moje vegetativno živče, moj simpatični sistem reče, wow, to je pa zanimivo, Ali pa flaša s tvojim imenom. Ja, pač mi požene kri po žilah, Ja. No, in ko pa pride do tega, takrat je pa res že pozno, takrat pa ponavadi rabimo pa res že pomoč strokovnjaka. Zato je zelo pomembno, da smo pozorni na svoje telo, kaj se nam dogaja, da delamo počitke. Načeloma imamo tudi leto tako organizirano, imamo dopuste, tako je čas dela in je čas počitka, imamo neke cikle. Pa noč, pa dan, Pa letni časi in tlele nam pa spet naša civilizacija in obilje naše civilizacije nam pa spet ne pomaga, ker imamo elektriko, pa imamo luči požgane, pa lahko ob 2 zjutraj to počnemo, pa ne glede na to, da je zima, delamo z enakim tempom, kot smo delali pomlad ali pa poleta, celo moramo. Ja, to pa dejansko lahko vodi v izčrpavanje in tukaj pa moramo znati sebe poslušati, ker so opozorilni dejavniki, ki nam signalizirajo. Jaz velikokrat rečem, ko greš ti v službo in če se ti usedeš, se vsak od nas kdaj reče, danes pa ne bi šel v službo, se mi pa res ne da, spet je ponedeljek. Ampak, če se nam pa ponavljajoče dogaja, da mi recimo sedimo za volanom in plitvo dihamo in šele ko naredimo 3 globoke vdihe in izdihe, šele ugotovimo, kako zelo smo napeti. Takrat je pa čas, da se mogoče malo vprašamo, čakaj malo, kaj pa se zdaj dogaja, zakaj sem pa tako napet. Načeloma nekaj je, kar bo potrebno spremeniti. In to sebi prisluhniti, to pa sploh ni enostavno. Sva že prej govorila o kakofoniji impulzov. Cel sistem je tako narejen, da ti ne prisluhneš sebi, dej še malo zdrž, še tele 3 dni, pa se so pol počitnice, malo še stisnemo zobe, kar je sicer čisto okej, treba je znati v življenju stisniti zobe, ampak ne jih pa stiskati predolg, pa toliko, da nimaš več možnosti kompenzacije. Naše telo se zna samo zdraviti, do neke mere. Lažje je, ker če se ne čutiš, to je v bistvu IQ-ja, če se ne čutiš, pa v bistvu te ne skrbi, te je strah. Zdaj, če te pa ne skrbi, pa tudi ne moreš poskrbeti za tisto, kar te skrbi, ker zdaj bolj, ko pa znaš poskrbeti, več stvari vidiš, ki niso v redu in sam sebi del narediš. Ali pa še hujše, da lahko dojameš, kakšne so posledice tega, kar si naredil ali pa nisi naredil. In je pa kratkoročno lažje, da se pač ne čutiš ali se pa pustiš odpeljati v pretiravanje, ali pa da ti ime na flaši pomeni toliko veliko, ker bi po ekologiki pokazali, da tvoje ime drugače ne pomeni drugim ljudem dost. In pa, ker ti oni dajo premalo pozornosti pa pomena, po katerem pa hrepeniš, pa ga rabiš, pa daš toliko več pozornosti na flašo, ali pa na tisto, ki piše na flaši, ali pa se ta personalizirani izdelki, to je danes itak vedno bolj široka tržna niša, glih zaradi tega verjetno, ker se lažje jasno tudi prodane. Ja, mi smo odnosna bitja. Ja. In naši možgani, en velik del možganov je teh socialnih možganov. Je pa zelo zanimiv, to je pa en raziskovalec, biolog Dunbar, ugotovil, da obstaja en količnik, ki pove pravzaprav pri različnih živalskih vrstah, za koliko odnosov takih pristnih so narejeni. In človeški možgani so podobno kot šimpanzi možgani narejeni za življenje v skupnosti 50 do 150 ljudi. To so v bistvu male vasi. Ja. To ni blok. To ni mesto. In največ tega izčrpanja ljudi imaš prav v teh mestnih urbanih okoljih. Ja, ker tam je tudi največ energije na kupu, tudi največji red je, tako da se lahko tudi najhitreje premikaš.
količina informacij, ki se je ogromna, veliko večja in pol seveda moraš iti v individualizacijo, ne. Tudi sebe. Kaj vidim tudi pri ljudeh je, da bolj, ko so preobremenjeni, bolj se zgodi tudi njihova interna individualizacija, da njihova zavest se loči od telesa in da se ne ukvarja z njim, tako kot ste prej rekla, da bi pomislil, kako vdihneš, kako se počutiš, kakve so ramena in te stvari, ampak enostavno se znotraj tebe, ki si kao ena celota, se zavest loči v svoj del in pač razmišlja brez, da bi se ubadala ali pa ukvarjala s tem, kako se telo počuti, se pravi, bi lahko rekli, da postane sebična, ne. Tem rečemo senzorno-motorna zastrtost, ne. Ali pa še huje, ne? Skrb za svoje telo prepusti drugmu. Frizer za lase, za telo fizioterapevt, oziroma zdravnika, ne? Ali pa trener. Ne oni poskrbijo zame, ne? Ne, najprej moraš sebe metrati, ne. To je v bistvu res isto, ultimativno daješ svojo moč nekomu drugmu, ne. Ja, ali pa tudi ne sam rad, ampak tudi, da sebe čutiš takega, ko si. Tudi tisti del, ki ga ne maraš, ne. Tiste težje, ne. Nobeden ni perfekten, ne. Vse, ja. In pa kot tisti del tudi lahko čutiš, tisti tvoj nepopoln del ali pa tisti del, ki ga lahko celo sovražiš, si pa se lažje razumeš, ne, in lažje, ko se razumeš, lažje ali si pomagaš ali pa veš, kdo ti lahko pomaga, ne. Ne, da si odvisen samo od drugih, kdo ti bo pomagal, če ti bo pomagal. Pa upaš, da ti bo. Ali pa če ti pa ne more, kadaskat, ko se z strokovnjaki pa zdravniki pogovarjam, reče, se mu razlagam, da mu ne morem pomagati, ampak on kar hoče, da mu ne pomagam, ker druga nima. Ja. Ne, in pol prije pa do zlorab samega pristopa, ne. Tako da ja. Kako pa to, kar govoriva, vpliva na starševski odnos? Starša med sabo ali starš otrok? Ja, zdaj pri starših pa pri otrocih nekaj je ta genetska, nekaj je ta okoljska, nekaj pa pol še epigenetika, ne. Epigenetika pa pomeni spremembe, ki so povezane jaz velikokrat rečem, no, mogoče je najboljši opis, da vsak od nas nosi sabo kovček svojih starih staršev oziroma svojih prednikov. In zdaj noter v kufru je lahko črtasta pidžama iz koncentracijskega taborišča, lahko je kalašnikov, lahko so pa srebrne žlice, ne. Zdaj lahko je pa tudi, ne vem. Ali pa vsega malo. Ja, ali pa vsega malo, ne. Ja, to je v bistvu zelo pomembno, ne, ker včasih se otrok kaže z nekimi težavami, ki pravzaprav se jih ne da razložiti z starši ali pa z odnosom, ampak je pravzaprav prenešeno neka zgodovinska, družinska travma, ne. Tudi to je možno. Zdaj, starši, jaz velikokrat rečem, ne, to vejo vsi, ki z mano delajo, ne, usoda otrok so njihovi starši. Zdaj, če nam je prav ali pa ni prav, ampak tako je. Tako je. Ne samo zaradi genetike, ampak zaradi večjih stvari. Ni državne inštitucije, ki bi lahko poskrbela za otroka tako kot družina, ne. Tukaj so napačne iluzije, če mi mislimo, da bomo imeli bolj socialno državo, boljšo državo in da bomo lahko, ne vem, korigirali ta starševski odnos. Ne gre, to je toliko pomemben odnos, da je dejansko, če hočemo karkoli pomagati, moramo pomagati znotraj družine, a ne. To se pravi, dobro, jaz se strinjam, so lahko družine, kjer je eden od članov nefunkcionalen ali pa ogroža druge, a ne. Takrat je absolutno treba tega, ki je nasilen, umakniti, ne. Mislim, ne umikamo žrtvo, ampak umaknemo. Tukaj ima država seveda svojo vlogo, ne, tudi zaščititi šibkejše. Ampak mi se moramo zavedati, ne, in to je pokazala zgodovina. Začelo se je pravzaprav s tem, mogoče tudi bralci vejo, pa tudi v knjigi o tem pišem,
Druga svetovna vojna je bil en pomemben precedens, tudi kar se tiče človekovih pravic. Med vojno zgodili so se strašni tudi zločini nad človeštvom, od šoe, genocida, porajmosa, res strašne stvari. Totalitarizme, videli smo razmah 3 totalitarizmov, ki so vsak zase naredili svoje travme. In to je seveda vodil, da je Eleanor Roosevelt takrat spodbudila deklaracijo človekovih pravic. Otrokove pravice se je sprejelo mnogo kasneje, 30 let kasneje skoraj. Ampak seveda v drugi svetovni vojni je bilo tudi ogromno sirot. Ogromno je bilo otrok, ki so ostali brez staršev, razen seveda tudi tega, da je marsikdo od teh otrok zelo težko odraščal. In takrat je Bowlby, to je eden od teh psihologov, je v bistvu na podlagi tega so postavili tudi teorijo navezanosti. Kako zelo, ker so ugotovili, da tudi če so starši v najboljši želji, recimo to je bilo pa v Angliji, v Londonu, ker je bilo bombardiranje Londona, so te družine poslale bolj premožne družine, so svoje otroke poslale izven, na podeželje, da bi jih na varno, ampak potem dejansko čez 4-5 let, so pa ti otroci imeli pa mnogo več, je bilo močenja postelje, ogromno je bilo enih psiholoških težav, čustveno-vedenjskih, Tako so oni rekli, mi smo v najboljši veri, ampak kaj pa se je zgodilo, In potem seveda tudi izkušnja iz raznih teh sirotišenc, izkušnja tudi s temi romunskimi sirotami, To nas je pa vse navedlo do tega, da danes lahko utemeljeno rečemo, ta odnos staršev z otroki je izjemno pomemben. V zgodnjem obdobju mati, otrok, biološka mati najbolj pogosto, ker otrok rabi eno osebo. In to je pa tisto, kar je v bistvu mogoče najbolj tragično, Eno osebo, ki popolnoma zaupa, rabi otrok v tem zgodnjem obdobju, In če te osebe ni, jaz tudi velikokrat rečem, kdorkoli vstopa v odnos z otrokom, s katerim koli otrokom, ne samo za svojimi lastnimi, In imamo velikokrat tako, vsak poskrbi za svojega zlatega sončka, z druge me pa ne zanima, V bistvu se tudi ne smem vtikvati v druge, Kaj je narobe hitro. Ja, ampak ne. A veste, tako kot mama ali pa ljubeč starš ne more biti vedno ob otrocih. Bolj ko otroci odraščajo, bolj je pomembno, da je mogoče v danem trenutku nekdo drug od odraslih zraven, da bo tega otroka uvidel, v obdobju najstništva. Nismo starši vedno zraven, Ampak lahko je otrok v krizi, Potrebuje eno odraslo osebo, ki ga bo uvidela v tistem trenutku, in ga zna ujeti, Kako zelo pomembni za nas so recimo učitelji. A veste, marsikdo, tudi od poslušalcev, ne se spomni, kaj je šel študirati, oni pa pomisli, zakaj je šel to študirati. A je imel slučajno vzornika, ki ga je v to navdihnil. Jasno, da otroci za praviloma ne vzamejo za vzornikov svojih staršev. Razen mogoče pol, čez nekaj desetletij pa rečejo, sej moj stari pa ni bil toliko trapas, tale moja mama je pa veliko stvari dosegla. Ampak ne v tistem obdobju najstništva. V tistem obdobju najstništva, ko se odpira v svet, je to neka druga oseba, ki pa ga nagovori. Zato je zelo pomembno. Bolj, ko se otrok odpira v svet, bolj se od staršev premika težina odnosa tudi na druge. Seveda na druge odgovorne, odrasle, ki tega odnosa ne bodo izkoriščali. Zato je zelo pomembno, da tisti, ki delamo z otroki, da ne izkoriščamo te svoje moči, ker tukaj ni nobenega dvoma, veste. Mi smo fizično močnejši, večji, odgovorni tudi za otroke. Mi lahko z temi otroki manipuliramo, ampak mi tega ne smemo, mi te svoje moči ne smemo izkoriščati. Kje se začne manipulacija? Ena žlička za mamico, ena za očija. Halo, mi ne jemo za to. Za njega. Ne. Ja, ne. Ampak to je taka prva, pa na videz zelo dobrohotna manipulacija. Potem vzgojitelji v vrtcu. Res pomembno, da znajo uvideti otroka v tej svoji edinstvenosti. In ta odnos, jaz velikokrat rečem, mi z otroki nismo enakopravni. Mi smo za njih odgovorni.
Na nas je mnogo večja teža. Mhm. Zelo pomembno je pa, da smo z otrokom enakovredni. Enakovredni pa pomeni, da si ti vreden sam po sebi, da je otrok vreden samo zato, ker je, ampak seveda odgovornost je pa moja za odnos. Ne pa to, kar se dogaja. To je bila pa pred časom ena zelo zanimiva reklama je bila na televiziji. Se bodo ljudje spomnili. Mamica pride na predstavo, a ne, in potem otrok nastopi, a ne, in mamica je ganjena, ne. Zakaj pa mamica joče, ne? In pol je bila neka reklama, mislim, da je bila za nek pralni prašek, ne, v bistvu kako mame podpiramo svoje otroke, ne. Mislim, za čustva, ne, ni odgovoren otrok. To sem jaz odgovorna za svojimi zrelimi možgani, a ne. In danes se pa velikokrat zgodi, a ne, ker te ima mamica rada, ti bo zavezala čeveljčke, ne, ali pa ti niti ne bo kupila, Čevlje z vezalkami. ampak boš dobil ježke, ne. Recimo v Skandinaviji že Ja, skoraj ne moreš kupiti otroških Ja. čevljev na vezalke, jih morajo naročevati drugod. no, a ne, to se pravi, a ne. Ja, pol zraven bo pa dobil otrok pa program učenja fine motorike. Mislim, kaj je boljša fina motorika, kot zavezovanje čeveljčkov, ne. Ne rabiš nobene posebne vaje. Ampak, a ne, po eni strani ga hromimo za tiste stvari, ki jih otrok zmore, a nalagamo mu najtežjo nalogo, da je otrok odgovoren za psihično dobro počutje matere. Pričemer niti oče, mož ne more zadovoljiti te mamce. A zdaj bo to zadovoljeval otrok. Ja, to je čustveni incest. Mislim, to je mogoče celo Tega malo je- močna beseda, ampak ja. Tega je Ampak ja. ogromno. Tega je veliko, a ne, in v bistvu nam perejo glavo za tem, ne, in se temu se je res težko upreti, ne. Tako se mi zdi, rabiš res ali veliko znanja, ali res dober stik s samim sabo, da pravzaprav prepoznaš določene mehanizme. No, je pa še ena, ki je pa dobra novica, ne, je pa, da v bistvu otroci ne rabijo perfektnih staršev, a ne, in da ima presenetljivo veliko otrok ima normalne možgane, ne, odrastejo v odrasle. In tudi, kar se tiče recimo raznih travm iz otroštva, a ne, jaz tukaj ne bi bila preveč črnogleda, ne. Celo imela sem eno učiteljico čuječnosti iz tujine, ki je rekla, a ne glede na to, kaj boste naredili, ne, morate vedeti, da vi boste svoje otroke zafrknili, ne. In res je, ne, verjetno je naš največji uspeh kot staršev, če uspemo skrekati tisto travmo, ki se je lotila nas, ki jo imamo mi, da te ne prenesemo naprej na otroke. Ne smemo pa imeti iluzij, da na otroke ne bomo prenesli neke druge travme, ker jo verjetno bomo. A ne? Tako je, to je v bistvu rast, osebnostna rast, odraščanje ni neboleče, a ne? Vsak mora iti skozi en svoj In proces. življenje tudi ne. Ja. Življenje je pa tudi tako, ne? Ampak živeti življenje v svoji polnosti, pa ne pomeni, da je vedno nam vse fajn. Pa niti Ampak ni polno. pol ni polno, točno Pol nekaj tako. manjka, ja. A ne? Življenje v vsej svoji polnosti je, da ga znamo užiti res od te velike žalosti do te velike sreče. In ravno stvari, ki so za nas v življenju najbolj pomembne, te nas ponavadi najbolj se dotaknejo. In tako kot so otroci za nas največje bogastvo in največja sreča, bomo ravno zaradi svojih otrok verjetno tudi največkrat zelo žalostni ali pa prizadeti. Tako pač je. Kontrasti. Cena ljubezni je visoka. In tudi to, kar dobi z njo, je tudi visoko. Absolutno, jaz ne pravim, ljubezen je vredna Ja. tega, ljubezen je vredna tega, ne. In tudi pri ljubezni je treba vedeti, ni samo to, kaj jaz dajem, ampak mora biti tudi nekdo, ki je pripravljen to sprejeti.
a ne. In zato tisto, ko nekdo reče, ne, se samo razdajam, ne, včasih je težje tudi znati sprejeti ljubezen, ne. In za začetek, ne, to je pa, zdaj bom pa šla mogoče še na to kognitivni koncept empatije, ne, ko včasih ljudje rečejo, joja, ne, ta se pa tako razdaja, ne, vse za druge naredi, a je zadaj resnična empatija? Vprašanje, ne, ker ti si empatičen do drugega šele takrat, ko znaš biti empatičen do sebe. In če imaš občutek, da si pri sebi začel zanemarjati določene stvari, ne, da pri tebi določene stvari pešajo, potem je čas za preizpraševanje, ali sem še empatičen, ali morda to počnem zaradi tega, ker se ne počutim dovolj vrednega niti lastne ljubezni. To je pa potem, a ne, že drugo vprašanje. Bom še kaj takega dodala temu, kar ste že povedala. Povedala ste veliko, tudi zelo uporabnega, ampak nekako za konec, kako bi dala pentlo gor na to darilo. Potem bom bom pa prebrala misel iz knjige, zadnjo misel. In sicer takole gre. Otroci zrastejo v ljubeče, odgovorne in srečne odrasle, ker smo jih imeli radi in jim bili dober vzgled. Ukvarjati se z otroki je velik privilegij in sreča, in dokler bodo otroci, obstaja upanje in prihodnost za vse nas. Ja, ne bi se mogel bolj strinjati. Hvala lepa. Hvala tudi vam. Vaš čas, vem, da ga nimate veliko, da ste zelo zasedena, mogoče malo preveč. In bilo mi je veselje vas gostiti in mislim, da sva povedala marsikaj uporabnega in da bo marsikom to pomagalo odstreti še eno tančico iz vsakdanjega življenja, da bo drugače razumel, zakaj je takšen ali pa zakaj ni drugačen. In bolj, ko se razumemo, manj nas je strah biti drugačni oziroma se spremeniti. Najlepša hvala. Tako, hvala lepa. Tudi vam, dragi gledalci, hvala za vas čas in pozornost ter nasvidenje prihodnjič.